Vir preživetja sta v Črnem Vrhu predstavljala gozdarstvo in živinoreja. Mlekarno še imajo, a večina kmetijskih del je z vse večjim izseljevanjem šla v pozabo. Domača orodja in številne predmete, ki so bili včasih del vsakdanjih opravil, so vaščani zbrali v manjšem muzeju. V njem ima najpomembnejšo vlogo blumar, edinstvena pustna maska, značilna zgolj za to vas. Imajo dan klobuk, puno flokov, puno kolorjev, tri zvonove, en pištok in domače obule. Blumari so lahko le domači fantje. V pustnem času okoli vasi pretečejo toliko krogov, kolikor se jih je zbralo. Naš sogovornik je v snežno-beli odpravi s pisanim klobukom in zvonovi zimo prvič odganjal že pri 8 letih. Danes je to prepustil mlajši generaciji. Tradicijo ohranja 13 fantov, ki se še vedno radi vračajo v domačo vas. Ker se blumar je pretres, da se Črnovrščan, da se z Črnovrha, zato ker samo Črnovrh ima tole skupino. Za pokazati, da se močan, da moraš delati blumar, ne za vse blumar biti. Čeprav so cesto do te najbolj odročne vasi v Benečiji zgradili šele v 60 letih prejšnjega stoletja, je svoj čas tu živelo 600 ljudi. Danes jih vztraja manj kot 40. Najbližja trgovina je v dolini, v skoraj 20 km oddaljenem Špetru. Tam je tudi najbližja ambulanta. Zdravnik jih sicer v vasi obišče enkrat na mesec. Enkrat je hodil vsak teden, sama njega posebne reči. Ne morate pretendati, da pride vsak teden tle. Tate druge šolo, ker ne otrok, se jo mora znižati dolg pod mesec. Dolg hodijo otroci, prijo po nje z pulminen, ima tlega ni obednega da hod. Upajo, da bo evropski čezmejni projekt Zbor zbirk, s pomočjo katerega so v vasi odprli etnografski muzej, v njihove kraje privabil več obiskovalcev. Tudi v vasi Bjača v dolini so uredili zanimivo zbirko. Predmete in orodja sta jim podarila domača mizar in kovač. Tele lumine so tam zunaj, tele lumine se zdi, da on je delal tudi z majhnih rečih, iz škatleh in tako, in jih je podaril vsem, se pravi, da ni družin v dolini, da nima telih luminov, telega gospoda Vidžja, ne? Poleg nekdanjih obrti lahko v muzeju spoznate tudi ljudske običaje, ki jih v nekaterih vaseh še ohranjajo. Tako na primer v velikonočnem času, ko prenehajo zvoniti zvonovi, uporabljajo škrtavke. Vse te zbirke bojo popisane, bojo dane v mreži, vsi predmeti jih lahko potem dosežeš preko spletne strani v bazi, tako da so popisani v narečju, v italijanščini, slovenščini, tako da je ena pridobitev za celoten naš teritorij, ena bogatija, ki bo pomagala verjetno tudi turističnemu razvoju teh naših dolin. V sklopu projekta Zbor zbirk bodo na čezmejnem območju uredili kar 35 zasebnih etnoloških zbirk. Obiskovalcem želijo tako s ponosom približati bogato kulturno dediščino svojih krajev.